Dober dan, to je N1 studio. Danes se začenja še koledarsko poletje in to nam je po mokrem in oblačnem maju že takoj, na hitro in kar pošteno podkurilo. Ponekod lahko pade tudi že kak junijski vročinski rekord. Vremenoslovci pa so nepričakovano že za danes prižgali opozorilo zaradi možnosti močnih neurij, ki lahko nastanejo v Avstriji in se pomikajo proti Sloveniji. Zelo buren naj bi bil tudi petkov prehod hladne fronte. Kaj vse nas torej čaka, pa z meteorologom Agencije za okolje Blažem Šterom. Dober dan, pozdravljeni. Ja, dober dan. Najprej pa torej k današnjemu dogajanju kar precejšnja sprememba pri vremenski napovedi. Najprej je kazalo zgolj na kakšno vročinsko nevihto, zdaj pa na agencijo opozarjate na možnost zelo močnih neurij z debelo točo. Kaj se je torej zgodilo, kaj točno pričakujete, kdaj in kateri deli Slovenije bodo najbolj na udaru? Ja, vročina in tudi ta neurja gredo kar skupaj, kajti s zahodnimi vetrovi nad naše kraje doteka ta vroč afriški zrak in je zračna masa izredno nestabilna. Po drugi strani pa je prisotna kot nekakšna pokrovka, temperaturna inverzija in ta preprečuje nastanek neviht, ampak potem kaže popoldne, da bodo nevihte vendarle nastajale nad Avstrijo, Alpami. Tam se bo najprej začelo dogajati in ob tem severozahodnem višinskem vetru pričakujemo, da bo potem te nevihte najverjetneje prineslo vse do Slovenije. Ker bodo nastajale posamezne nevihte, pričakujemo, da bodo te še bolj močne lahko, kajti bodo imele na voljo vso energijo, nebo, ki je v ozračju, tako da so zato možna ta močnejša neurja. Je pa takšna smer vetra, da bo verjetno najbolj prizadelo prav severovzhod države. Torej Štajerska, Koroška, ti konci verjetno pač tam oblizal. Ja, zdaj točno, seveda točno, kje točno bo potekala ta nevihta oziroma potovala, je negotovo, tako da smo izdali pač za celotno regijo opozorilo, lahko tudi recimo proti osrednjim Sloveniji, čeprav je tam manjša verjetnost, predvsem pa ti predeli nekako ob meji z Avstrijo, severovzhod Slovenije. Tam je pravzaprav tudi zrak preteh najbolj vlažen in je nestabilnost največja trenutno. Kaj pa najbolj preti, kaj bo najbolj nevarno? Toča, veter, nalivi, vse troje? Ja, predvsem močnejši sunki vetra, se pravi, lahko nastane, saj ta veter povzroča škodo na večji površini, medtem ko toča verjetno bolj, pač kot smo običajni, bolj v ozkem pasu. Je pa res, da če bo ta nevihta potovala mogoče malo bolj proti vzhodu, pa lahko da pri nas niti ne bo nič, tako da se lahko uresniči tudi ta scenarij. Ja, tega bi si vsi želeli, ampak vseeno je bolje seveda, da prej vremenoslovci opozorite na to možnost. Tako, ja. Kaj pa petkov prehod hladne fronte, kaj kažejo zadnje napovedi? Vemo, da pride, ampak kako burno bo, je to zdaj že jasno in kdaj? Ja, nekaj je še negotovosti, predvsem koliko bo teh neviht v petek. Znova kaže na večjo verjetnost v severni polovici države, recimo na Primorskem je manjša verjetnost neviht. In znova predvsem močni sunki vetra, kajti v soboto kaže, da bo, oziroma v petek kaže, da bo pri tleh še vedno ta vroč in suh zrak in kajti vemo, če se potem, ko nevihta nastane, te padavine izhlapevajo tej vroči, suhi zračne masi, pride do razvoja teh močnih nevihtnih pišov in ja, to kaže, da bi bila glavna nevarnost, seveda pa tudi toča, če bodo sploh te prve nevihte, ki bodo nastale, bodo imeli še precej energije, tako da tudi toča lahko nastane. Ponovno pa ta zlasti sever in vzhod države bo bolj na udaru. Je pa še nekaj negotovosti, kdaj se bo to zgodilo, trenutno kaže na prehod fronte šele potem razmeroma pozno, popoldne, zvečer in tudi v noči bo še nekaj, na soboto bo še nekaj padavin. Torej najprej pa v severnem delu države, torej bolj proti poznemu popoldnevu in potem se bo vse skupaj širilo proti jugu Slovenije. Ja, lahko pa rečem, da bo vseeno ta fronta prinesla osvežitev in tudi ta veter bo zapihal povsod po Sloveniji. Tam, kjer bodo nevihte, bodo te sunki res močni, drugod malo manj.
Vseeno pa v petek bo dogajanje veliko bolj razširjeno kot danes, ko pričakujemo morda le 1 ali 2 nevihti. Sicer pa kar hitro smo šli z dokaj oblačnega in mokrega spomladanskega vremena v to vročino. Zdaj imeli smo že tudi prvo tropsko noč, danes v Ljubljani pa še kje. Kako kaže za julij in avgust? Še velja, da ne bosta tako vroča kot lani? Ja, trenutno je videti, da ta vročina bo popustila potem v soboto in tudi naslednji teden je še pod vprašanjem, če se bo vročina vrnila, lahko da bomo imeli ponovno bolj nestanovitno vreme. Vseeno, ja, pa bo tudi ta junij verjetno, vsaj glede na napoved, nadpovprečno topel, zagotovo pa ne tako vroč kot lansko leto, kot vemo, lani je bil celo najtoplejši poletni mesec prav junij. Tako da letos je dogajanje nekoliko bolj zapleteno, kajti nad Severnim Atlantikom je območje precej zelo toplo morje imamo nad Severni Atlantik in ta vpliva potem tudi na vreme nad Evropo in kaže, da bi se morda znova začelo lahko tudi kakšno daljše nestanovitno obdobje, zagotovo pa nekaj vročine še bo. Kaj pa tudi suša verjetno skoraj zagotovo, glede na to, da smo imeli bistveno bolj mokro pomlad, ne bo takšna kot lani, ne? Ja, tudi to. Čeprav se že krajevno pojavlja tudi suša, kajti vemo, te padavine so bile v juniju izrazito neenakomerno porazdeljene, tako da ja, vprašanje tudi koliko dežja bo recimo na Primorskem in v jugovzhodnem delu Slovenije ob tem koncu tedna. Tako da ja, tudi suša ni čisto recimo izključena, ampak vseeno pa tako na večjem območju pa je ne pričakujemo še nekaj časa. Seveda si vsi želimo čim bolj, bom rekel, tako zmernih poletnih temperatur, tudi nekaj dežja pa čim manj neurij. Upamo seveda, da se bo vsaj del teh želja uresničil. Za danes pa gospod Blaž Šter, najlepša hvala, da ste bili gost N1 Slovenija. Ja, hvala tudi vam. Lep dan. Srečno, hvala tudi vam za vašo pozornost. Seveda spremljajte še naprej našo spletno stran n1info.si, kjer sproti objavljamo vse napovedi, tudi točneje, kje po Sloveniji bo kaj sekalo ali ne. Iz studia pa le še lep pozdrav in nasvidenje.